Hej, se me še spomnite? Lahko priznam, da mi je zdaj zelo nerodno spet snemati po kakem mesecu pa pol. Ampak, ker vem, da si zaslužite tudi vi neko pojasnilo, zakaj mi ni bilo, sem rekla, pa naredi že enkrat, ne požrite. Prvo, vem, da odmeva, vam bom tudi povedala zakaj, ampak pač mi je zelo žal, bo slej ko prej boljše. Upam pa, da mi svetloba všeč. In številka 2, zakaj to snemam v slovenščini in ne v angleščini, čeprav je meni dosti bližje angleščina, kar sem ti povedala, zato ker kakaj izraze lažje dobim v angleščini kot v slovenščini, sem se odločila, da to naredila v slovenščini, zato ker sem vas vprašala na Snapchatu in drugih social media, vidi sta te gori. In nas je večinoma rekla, da bi rada videla v slovenščini in tudi meni se zdi, da za tak bolj oseben video je cool, če govorim v svojem jeziku, ne? Torej, kaj se z mano dogaja? Kje sem zadnji mesec pa pol? Zakaj ni objavil? Zakaj ni video? Sandra, kje si? Torej, ja, večina vas verjetno že ve, tiste, ki me spremljate na Snapchatu in Instagramu vsaj. In na Facebooku sem to že omenila, ja. Kupila sem stanovanje in sicer v Mariboru. Daleč od Nove Gorice, ampak, kot sem rekla, prvi dan, ko sem stopila v Maribor, jaz sem tukaj živela, sem se v Maribor zaljubila. Vi, domačinke, Mariborčanke, ne veste, kako lepo imate tlele, tako prosim, cenite, kar imate, ker je res lepo. In ja, sprva sem mislila, ok, kupiš stanovanje, ga urediš, to je to. Ne. Dosti je papirologije, dosti je skakanja okoli in do občin in do tistega in do tretjega, urejanja vseh dokumentov in zraven številke 2, ki se mi je zgodila, delo sem dobila zraven tega izpitnega obdobja na faksu, ni šlo še bloganje. Še ta video pojma nimam, kako ga bom uploadala gor, ker interneta zaenkrat še nimam. I know, big shocker, Sandra živi brez interneta že kak mesec. In dejansko ga ne pogrešam. Ampak pač nekako bom probala ali prositi prijatelje in prijateljice v domu, če mi lahko pač oni ga uploadajo, da ga sem naredim vse, ne sem računalnik tja, ali nekako bom že se zmislila. No, point vsega je, da jaz definitivno nisem pozabila na vas in ja, lahko bi uploadala vsake toliko, ker sem tudi nameravala na začetku, ampak pa sem malo premislila in iskreno ne vidim pointa, da dam eno objavo gor, pol spet 2 tedna, mogoče ne bi bilo nič, zato ker toliko se mi dogaja, pol spet eno objavo, pol spet 2-3 tedne nič in vsega pač raje počakam, dokler ni vsaj 3/4 zadev rešenih in potem pa na šus. Torej ja, zdaj vsega sem dotaknila še svetlobe, ne? Ker sem iskala stanovanje, prva prioriteta ste bili vi. In sicer sem gledala nekaj, kar bo res zelo svetlo, ker veste, da v Gorici vsak moj video se začel z izgovorom "Vem, da je svetlova obupna, da." In pač, ker sem že sama sebi šla s tem na živce in sem želela, da tam, kjer bom jaz živela, pa bo dejansko imel problema s tega. Zaradi tega zdaj upam, da je cool, da je vse v redi. Sem rekla tudi, da bom naredila apartment tour ali nekaj tasga, ampak trenutno imam samo kuhinjo naštivano. In jaz, če se sprašuješ, zakaj ne snemam tam, ker ne bi odmevalo, tudi jaz sem se to vprašala, samo se nekaj manj čudno bi bilo, da je prej video o kuhinji, gleda to, da jaz ne bi bila beauty/fashion lifestyle to blogerka. Ampak ja, ti moji možgančki delujejo zelo fajn. Sem pa si pa rekla, da bi lahko začela tudi. Sicer jaz sem vegetarijanka spet po dolgem času, predtem sem veganka. Ampak sem rekla, da bi počasi spet se začela privajati na to veganstvo. In ker imam zdaj svojo kuhno, svoj plast, ki me noben ne zmoti, ki je dosti svetla, sem razmišljala, bi lahko kak recept z vami delila, kaj takega posnela. Naredila bom tudi videote, ker vem, da večinoma me spremljate moja starost, pač okoli 20 let. Bi naredila tudi video, kaj paziti, ko kupuješ stanovanje in te zadeve, ker jaz sem prav vse mogla sama raziskovati, se dobijati z občinskimi agenti, tisto tretje, vse dokumente, menjati vse. In se mi zdi, da zdaj, kadar sem enkrat šla skozi to, da sem se kar precej naučila in da vem, kaj moraš paziti, kaj je tisto, kar ti nepremičninski agenti ne bodo povedali, kaj moraš sama vprašati, kaj moraš gledati za prihodnost, kje boš imela stroške, kje je tisto, kje je tretje. Tako bi lahko tudi to naredila kot nek guide za tam 20-letnice, ki iščejo stanovanje. Potem, kaj neš vem, ja, delo sem dobila. Delo sem dobila, kakor študentsko delo seveda, in sicer v Spartini, v Europarku, že 100-krat sem rekla in še 100-krat rekla,
S tem delom sem imela tako srečo in sem tako zadovoljna, da bolj si res ne bi mogla želeti. Pa, by the way, ženske, veš, da pogledati obleke, ali pa, na primer, Morganove čevlje, tiste šminkicami gor s šuhem. Ja, no, ampak res, dobila sem delo, tako da tudi to vzame približno 6,5 do 9 ur na dan mojega časa in zaradi tega večinoma delanje popoldne, dopoldne skakanje po pravah in tak zadeva pač ni bilo časa še za blog. Podjetje, če slučajno to gledate, sicer močno dvomim, ampak če slučajno, prosim ne mi več pošiljati izdelkov na stari naslov, ker zelo redko kdaj bom zdaj hodila v Novo Gorico. Tudi starši ne hodijo toliko sem in je malo nerodno, kadar domijam pakete in vse tja, ker potem se zna zavleči in vse preizkušnje in vse. In tudi moje punce, moje bravke ne morejo videti toliko hitro in na primer, če dobim zdaj nekaj poletnega, zna biti, da bom šele jeseni prišla do izdelka in takrat bo po mojim puncem že vredno prepozna. Tako da prosim, kontaktirajte me, da vam dam nov naslov in vse. Kaj je še novega? Ja, zdaj bom se šla. Faks! Seveda, kako bila kopsa. Vi ste koliko razmišljam o faksu, da je zadnja stvar na moji listi. Torej ja, faksu, ker veste, študiram filozofijo in angleščino. In več čas mislim, ja, pa še direkt na magisterijo, vse naredila sprvo. In potem sem se zavedla, da živim v Sloveniji in kaj je boljše, kot vleče absolventa. Tako da sem se letos odločila, ja, da čeprav imam najbolj zakon datum za diplomsko, 9/11, pač kdo bi lahko pozabil ta dan, ne, sem se odločila, da bom vseeno si vzela absolventa in potem drugo leto šla na magisterij, čeprav pač sem človek, kaj je do zdaj vse sem naredila na faksu prvo, tako mi je kar precej nerodno, ker zdaj dejansko moram namensko kaj pasti ali pa namensko kaj ne narediti. Ampak pač lejte, eno leto imela za delo, da si urediti ta prostor, da ne več imela za vas. To pa mi je najbolj, ker dejansko si jo lahko eno leto vzela, zraven dela, pač od dela, ker imam za delo, toliko da imam za živeti in pa se lahko posvetim van. In zdaj ne bo problem svetlova, ker imam dosti svetlo, ne bo problem, da mi hodijo vsi okoli, da je glasno, ker ni nobenega. Ne bo noben problem, tako sem res samo vaša. Ja, to je bil en hiter update, dobro niti ne tako hiter, ker vidim, da sem že okoli 7 minut. Ampak sem vam hotela samo to povedati, ker vem, da se je dosti spraševalo, kje sem, zakaj ni objavil, kaj se dogaja. In hočem povedati, tle sem, nikamor ne grem, samo malo časa rabim. Še zmeri bom blogala, še zmeri sem vaša lovs, še zvedno vse, samo pač rabim malo časa, da spet padem v to, da se navadim kako handlati in službo, sicer zdaj faks ne v potrebe, ker imam še eno leto, in službo in urejanje stanovanja in tiste in tretje, da nekako handlam še to snemanje. Danes, če se sprašuješ kako to, sem se pa nik danes odločila, da bom, fraj sem in pač trenutno sem, ja seveda, ko ponavadi mi štrčijo lasje, ne? Fraj sem in seveda, ker sem Sandra, ker ne moram biti 5 minut na miru, ker sem navajena, da se vedno kaj dogaja. Je pa danes nedelja, tako da večina stvari zaprtih, kar bi mogla še urediti, naprimer T2, spomnim se, da bi lahko delal to do nedelja. Sem se odločila, da pač bi lahko zdaj posnela. Zdaj tu spod imam pod svojim stanovanjem in gledam dol. Imam tudi en barček, kjer imam Wi-Fi, tako bom probala to zdaj zeditirati, iti dol in sicer ful dvomim, da bo dosti hiter, ampak bi probala že tam uploadati. Če pa ne bo šlo, pa vsaj kak blog pozdati, ker res preveč pogrešam vse to, preveč pogrešam pisanje, ko priješ domov na konec dneva, da vzamem laptop. In to je moja prioriteta. Prva stvar, kar sem jo šla zrihtati, je bila internet, ampak žal je šla nekaj narobe. Ok, zdaj pa dosti letanja, pustimo vse to za drugi video, kjer sem nekaj vse pojasnila. In ja, hotela sem dati samo ta update. Upam, da mi je bil všeč, upam, da mi je cool, da sem govorila v slovenščini, vem, da se je kar dosti bolj zadovoljnih slovenščino, kot z angleščino. Sicer vem, da je dosti bolj kmečka in domača moja slovenča, ni tista pravilna, ampak gledajte, trudim se, ne? Kaj tečeš? Sem že domačinka. Ok, to bo to za ta video, upam, da mi je bil všeč. Če ti je bil, prosim, klikni subscribe, ker kljub temu, da sem zdaj bolj poredko objavljena, bom takoj, ko si zrihtam internet, lahko pričakuješ vsak dan objave, ja, to imamo v planu, ali pa vsak drugi dan. Tako hitro klikni subscribe, da ne boš kaj zamudila. Tukaj je, ne tukaj je, tukaj je. Hitro ga klikni. Daj mi všeček za ta video, ker sem se potrudila v slovenščini, lepo prosim, čeprav mi je angleščina, ne da mi boljš gre, samo prej se spomnim vsega. In se vidimo drugič, ne? Čau, čau!